Ja, lep pozdrav. Jaz sem lokalni umetnik, bi se temu reklo Zdravko Pati, in sicer sem predsednik likovnega društva Svet Jurij ob Ščavnici, že od tam nekje 2007. leta, kar nekaj let že. In ker pač slikam že desetletja, sem pripravil ob kulturnem prazniku eno tako pregledno razstavo svojih del. To so večinoma dela, ki so nastala zunaj, v ambientih raznih po naši severovzhodni Sloveniji, torej širši pa ožji domovini, bi se reklo. Vsa so nastala na raznih teh likovnih srečanjih oziroma likovnih kolonijah. In to je zdaj neki taki izbor teh del, ki sem jih pač pripravil, pa ob tej priložnosti predstavil tukaj zbrane v tej naši galeriji kulturno-umetniškega središča Svet Jurij ob Ščavnici. Ja, recimo tu je ena panorama, pogled na Trbegovce, to je ena naša vas, tu dol blizu Stare Gore. Sem tak pogled zajel, to je še praktično čisto, vidi se pomladno vzdušje, rože te prve, ko cvetejo, pa vetrovi te topli začnejo poganjati oblake, napovedujejo pač že bližajoče se tople dneve, poletje in tako naprej. In prevladujejo seveda te vse razni odtenki teh svežih zelenih barv. To je pač ena taka, ki je razpoloženjska v tistem trenutku, v tistem času dneva pač tudi nastala. No, kontrastno napram tisti, ki smo si jo prej pogledali, je pa ta tudi evo pokrajinska, prikazuje pa pozno jesen praktično, ko že slana pade, pa že mraz začutimo na travi, vse pa še žari v teh barvah zlatih, zlato-rumenih, ki prevladujejo seveda v goricah, še zlasti, ko se sonce spušča. No, in to je eno tako razpoloženjsko vzdušje te jeseni. Na poti proti Kapeli sem ujel ta motiv. Se mi zdi, da je kar posrečen. No, tu imam pa zraven še, da niso same pokrajine, še en portret. To je pa zanimiva zgodba, Bobek. Namreč meni so v otroštvu tudi dali vzdevek, partizansko ime Bobek. Ta je pa dejansko Bobek, ker tudi niso vedeli prav, kak se piše, od kje je. Sumili so, da je prišel z Poljskega, živel pa je v eni jami, v luknji, v brlogi, brloga se je reklo, brlog. To je en hrib pri Šentilju, brloga, kjer je ena kapeljica gori, spodaj je pa so peščenjak kopali, ven pa pesek. Ta se je človek sem zatekel in tu je prebival leta v tisti jami. Okoliškim kmetom je hodil pomagati, cepati drva in tako se je tudi na taki način preživljal. In cela zgodba je okrog tega Bobeka nastala. Jaz sem ga naslikal, ker se je na eni fotografiji ohranil pred to svojo jamo, kak si je kuril v jeseni, ko je bilo mrzlo, nekdo ga je fotografiral in jaz sem ga pač upodobil v barvah. Zakaj? Zato, ker so v Šentilju so tudi njemu v spomin pripravili eno tako trim stezo, ki se zdaj imenuje Bobekova steza. To je bil neki emigrant, poljski bi se reklo, redno je hodil tudi k maši, ampak je to motilo tam določene ljudi, ker se pač ni mogel higiene imeti prave, če je v brlogu živel dobesedno, ne. Vemo, kak je to in je to marsikoga tam zmotilo. Po tej krščanski dolžnosti so ga hoteli recimo omogočiti mu boljše, bolj dostojno življenje, pa so ga strpali nekam v neki zavod, ker pa nažal kar kmalu potem preminil.